Rokapelj, čestitke za zmago, dosegli ste vodilni gol, če bi zdržali do konca, bi igrali za tretje mesto, tako za peto, pa vendar je vaša ocena današnje tekme? Hvala za čestitke, v bistvu se mi zdi, da smo kar konkretno igrali, nismo jim dali veliko priložnosti, smola mogoče na koncu tudi, faul je bil bolj tak, ampak ja, na koncu smo še vsem po podaljški zmagi, to je pa tudi najbolj pomembna zmaga. Ja, verjetno je bilo v glavi malo razočaranje po včerajšnjem porazu z Italijani, pa vendarle danes od prve minute ste klonili zelo agresivno. Vedeli smo, da moramo agresivno začeti, da prevladujemo tekmo. In tako smo začeli, mislim, da smo skozi celo tekmo tudi to držali. Res jim nismo veliko priložnosti dajali. Lepo ste izkoristili protinapad, vzeli plošček sami in strelom odločili ta prvi gol za enega. Hvala. Videl sem, da lahko vzamem pak tam, pa 2 proti 1, v bistvu. Videl sem, da je pokril mojega igralca in postrelil in je šel noter. Še tole, kratek bo čas za regeneracijo, tekma za 5. mesto proti Japonski, kratka napoved. Sigurno gremo po zmago, treba se čim bolj regenerirati, pa to je to, pa zmago. Japonci slovijo kot izjemno hitri drsalci, verjetno bo kar precej potrebne discipline. Disciplina sigurno tudi naporno bo, vemo, da so hitri drsalci, ampak mislim, da če bomo mi to pravi, da ne bo problema. Spodbitnik, čestitke, odločitev v podaljšku. Seveda želeli smo si verjetno zmago po 60 minutah, da bi bila tekma za 3. mesto, ampak nič ne deje, zmagi se ne gleda v zobe, kako ste vi doživeli tekmo? Hvala za čestitke. Jaz mislim, da smo bili danes čez celo tekmo boljši nasprotnik. Več smo si priložnosti, agresivni smo bili, tako da škoda tega zadetka na koncu. Ampak moramo gledati pozitivno, da so tam dobre stvari in moramo iti samo tako naprej. Predvsem dobra stran je, čeprav je gol padel z igralcem manj, ampak 5krat ste obranili 73 sekund celo z 2 igralcema manj, takrat ste trpeli, ampak res izredna borba. Mislim, da danes smo veliko bolj branili kot včeraj. Včeraj smo že dobili 2 zadetka. Malo smo se pogovorili na videu in delali smo dobre stvari na killingu in mogoče da bi dobili te odbite ploščke. Škoda, kot ste že rekli, tega gola za izenačenje. Zdaj pa tekma z Japonsko zgodaj v času kosila. Nismo navajeni tega igrati tako zgodaj, ampak tak je program. Moramo se najbolj pripraviti, se lahko regenerirati, pa jutri biti še boljši. Japonci slovijo kot izjemno hitri drsalci, verjetno bo potrebno kar dobro primeti. Vsi vemo, da Japonci so zmeraj bili agresivni, zmeraj igrajo do konca, do zadnje minute, ne glede na rezultat. Tako da sigurno se strinjam, pričakujemo agresivno tekmo z veliko drsanja in moramo dobra generacija, da bomo jutri najbolj pripravljeni. Matjaž Kopitar, čestitke. Res prigarana zmaga, ki pa žal ne pomeni, da bi igrali za 3. mesto, 5. z Japonci, ampak vseeno, kako ste videli današnjo tekmo? V bistvu vsi smo si želeli normalno, da bi zmagali to redno delu in jutri igrali pač pred domačino. Verjetno bo polna dvorana, bi bilo fajn vzdušje, ampak ne moram nič zameriti fantom. Tako da borba, res so se borili tudi v samu podaljšku. Sem nekako pričakoval, da bodo imeli Ukrajinci več pak na posesti. Smo dominirali, držali pak in na koncu tudi zadeli. Jaz mislim, da so zaslužili to zmago, res so delali dobro. Kdorkoli bil na ledu, se je trudil maksimalno. Res je, da težko damo gol, to ne moramo nekako zbrisati, ampak kakorkoli. Zdaj, mi smo šli tukaj in gremo tudi naprej, tekmo po tekmo. Prvo smo bili na enem nivoju, zdaj mislim, da smo bili na višjemu in tudi garderob sem fantom rekel, da želim, da jutri bomo pa še na višjemu,
ker tudi na svetovnem prvenstvu bomo imeli kar nekaj tekem, kjer bo počitka manj kot 24 ur, tako da je zdaj to kar nek izziv za nas vse, predvsem za njih, da se regenerirajo, da se pripravimo, ker jutri sami veste, ko so Japonci, so zelo neugodni in bomo imeli veliko dela. Čeprav je Slovenija prejela gol z igralcem manj, pa vendarle čestitke fantom, 5-krat obranili z igralcem manj, celo 73 sekund z 2 manj, proti tem tehnično dobro podkovanim Ukrajincem je to res lepa podpora. Za naprej, no, za nje. Ja, sej, tako sem že prej omenil, no, v igri vse, veliko stvari v igri štima, zaključek, ne, tam sami ste videli, ki je Rok prišel v pozicijo za strel, ima dober strel, je v strelu, ni iskal podaje, ampak je v strelu, ker je tak tip igralca, ne, in je bil gol, ne, in večkrat bi mogli to, mi pa nekje iz strelske pozicije iščemo še eno podajo, zaradi tega, da ne vem zakaj, no, ampak to moramo izkoreniniti in to moramo popraviti čim prej, da bomo dosegali več golov, potem bojo pa te končnice tudi lažje in ne bomo trepetali za zmago z enim golom gor dol, tako da upajmo, da to popravimo. Bo pa malo časa za pripravo naslednjo tekmo že v popoldne. Ja, saj to, tako sem prej omenil, ne, to je zdaj naš izziv, regenerirati se, čim bolj pripraviti za jutrišnjo tekmo z Japonci. Pobrali bomo samo dobre stvari z današnje tekme in na takem nivoju, kot smo končali današnjo, bi rad, da jutri začnemo in da pač odigramo tako po najboljših močeh. Hvala.